Tole je Honda Civic, ni testni, tale je v bistvu prav moj. Saj ste ga lahko videli že v kar nekaj oddajah. A ni to od Maja avto? Tole je od žene Civic, ni testen. V bistvu kar fajn avto, veliko prostora, precej dobro se pelje, pri tem mi je edin barvani všeč, ker se mi zdi, da vse te linije nekako ne pridejo do izraza. Tamle čez ima modrega, pa se mi zdi, da izgleda bolj brutalno. Dej, pametnjakovič, obrnem kamero zdaj na modrega. Dober, ni samo barva tista, ki ta Civic naredi bolj opazen, če se nežno izrazim. In vem, da ste takoj pogruntali, da je tole najbolj brutalen in najhitrejši Type R. Najhitrejši avto s prednjim pogonom, stroj, ki mu tehnološko ne more oporekati nihče. Izgled? Ja, tle pa lahko rečemo kakšno. Bomo, ampak ne še zdaj. Zdaj je čas za vožnjo, ker če ta avto kakšno stvar obvlada, potem totalno raztura prav to. Lahko vam ni najbolj všeč za pogled, lahko rečete, da njegov zvok ni nič posebnega in s tem se v bistvu strinjam, ampak to je rešljivo. Ne morate imeti pa nobene pripombe glede pogona, menjalnika, motorja, lege ali pa katerekoli druge tehnične stvari. Kamorkoli pride ta avto, vedno konkurenci pokaže, kdo je kralj sprednjega pogona. Civic Type R. Ok, stvar je takšna. Meni je Civic všeč, je pa res, da je takšen Type R našponen na 11. Novi, ki pravzaprav počas že prihaja, bo manj agresiven, manj bo raznih linij, spoiler zadaj bo manjši, manj bo teh reški, tukaj v večini primerov sploh niso prave, evo, tale je. Skratka, manj bo v tvoj ksiht. Ampak, se to je najbolj brutalno zmogljiv Civic, a ni prav, da potem tudi izgleda tako. Ko si človek kupi hitro športno kombi limuzino, je ena od stvari, zaradi katerih se bo počutil v njej posebno, tudi izgled avtomobila. Naprimer, Golf GTI je zelo fajn, hiter, nenaporen avtomobil, ampak za pogledat je toliko zanimiv kot smrekova vejca nekje na smreki, kot vsak drug Golf. Zdaj, razumem, da je nekaterim to všeč, čeprav niti ne razumem, ampak meni se pa dogaja ob takšnih stvarih, ob avtomobilih, ki so oblikovani tako, kot da bi jih zrisal 9-letnik, ker sem tle noter še vedno tudi jaz star 9 let. Totalno nedozorel. Zato mi je, na primer, hud bolj zanimiv kot pa Thor, ena filmska mimogrede. Pa 25 let stara Integra Type R mi je še vedno lepa, čeprav v resnici ni bila lepa niti takrat, ko je bila nova. Ne razumete, a ne? Ok, gremo pogledati notranjost. Ja, poznano okolje, ker podoben avto vozim tudi doma. Ga vozi žena, sorry. Z nekaj zelo pomembnimi razlikami za začetek. Ta dva sedeža sta občutno bolj športna in po nekaj dnevih vožnje lahko rečem, da je športen sedež težko boljši. Po eni strani sta neverjetno udobna, bočnega oprijemajo vseeno ogromno. Fajn je recimo to, da je tale opora tukaj spodaj ravna, ker ponavadi pač ni in si potem stisnen v sedež. No, tukaj pač je in lepo sediš dovolj prostora in udobno, oprijema pa kljub temu ne manjka. Pa volan je tukaj le oblečen v Alcantaro, moj pač ni, velike rdeče barve, prestavna ročka je drugačna in tukaj le je ploščica s številko, ker je vsak avto v bistvu številčen. In sprednja dva sedeža sta v bistvu rdeče barve, zadaj pa črna klasika. Tako je imel tudi prvi Civic iz leta 98 Type R in pa Integra Type R, pa pozneje Civic 30. obletnica. Ok, bom nehal, samo še nekaj preverim. Ja, zadaj se sedi podobno razkošno kot v mojem, placa ne manjka. Prtljažnik pa... Gašper, ti si tle. Zdaj boš študiral, kaj si izginil. A so v redu, tec? Se ni zbruhal tle nota, ne? Enak velik prtljažnik drugače. Gašper! Vidim, da se občasno kakšen od tujih novinarjev sprašuje in čudi, kako da Type R nima štirikolesnega pogona. Češ, da so konkurenti, kot je Golf R, Focus RS in še kakšen, občutno hitrejši pri samem pospeševanju. Ja, drži, nima ga. In če ste eden tistih, ki rad tekmuje med semaforji ali pa je glasen v gostilniških debatah, no pol kar hiter po katerega od naštetih. Civic je s sprednjim pogonom in pospeškom dobrih 5 sekund in pol od ostalih pač počasnejši. Je pa zato veliko lažji in bolj intuitiven, predvidljiv, lahkoten in pač enostavno zakon. In zato je v praksi veliko hitrejši.
Dvolitrski turbomotor je odličen, 320 konjev, ima 400 Nm navora, pospešuje pa, potem ko enkrat gume dobijo prijem, tudi zelo konkretno. Da se zvok tudi ni tako slab. Me pa kljub temu še veliko bolj navdušita dve drugi stvari. Prva je menjalnik. Ta ročni menjalnik se z lahkoto vpiše med 2 ali pa 3 najboljše menjalnike ročne vseh časov. Vedno hvalim tistega v Mazdi MX-5, ampak se mi zdi ta še malenkost boljši. Izjemno natančen, kratki hodi, top stvar. Druga stvar se tiče krmiljenja, ki je tako natančno kot britvica, tako komunikativno kot jaz po 2 pivih in mi zdajle postreže s toliko informacijami kot telefonski imenik. Hkrati pa je krmiljenje tako odlično, da kljub veliki moči na samo sprednjih kolesih nikamor ne vleče. Torque steer se reče temu in tukaj ga ni. Evo, pokažem. Ne držim volana, močno pospeševanje. Volan naravnost, noro. Med 3 voznimi programi lahko izbira voznik, tale Type R za cesto se mi zdi malenkost pretrt in jasno pove, da se takšen Civic vrhunsko počuti v bistvu na dirkališču, priporočam ga za tam. Na cesti bo normal ali pa sport v bistvu čisto dovolj, ob čemer avto ostaja presenetljivo udoben. Resno, nič preveč ne trese in ni naporen, moja bi lahko naokrog šibala tudi s takim. Evo, pa imam izgovor, da ga mogoče vzamemo. No in te lučke ob naraščanju vrtljajev so tudi super indikator, kdaj pač treba prestaviti. Edino, kar se ne boste več mogli dreti, je vetek je ravno sekal. Mislim, vse ga ima, ampak zaradi prisilnega polnjenja ni več tako norega veselja do vrtenja. Koliko stane, niti ni pomembno, ker k nam kmalu prihaja nova generacija Civica in z njo potem tudi Type R. Do takrat je pa tole najboljša športna kombi limuzina in pika. Zgleda kot na drogah, kar mi je totalno všeč. Gre kot mora, predvsem pa razvaja voznika, da vozi nekaj posebnega. Prava žval. Mimogrede, se mi zdi, da bo ta test precej ekskluziven, ker nam je prav ta avto posodil šef pri Honda Žibert iz Kranja, kjer v bistvu tudi jaz servisiram svoj avto. Tale je prav njegov. A ga ne servisira žena, glede na to, da ni? Ne, ženin avto servisiram lahko jaz. Tudi operem ga včasih lahko, pa posesam, kakšno lopato peska ven dam. Vse to lahko. Tudi zavarovanje? Tudi zavarovanje imam čist, ja. Gume, cestnina, tankanje občasno. Vinjeta, ja, tudi. Delaš tudi kaj? Ne, prej ga je posodila, ker sva snemala edin to. Tako je pri nas to.